Sem Leon Meglič, ginekolog. V kliničnem centru sem bil zaposlen 32 let, od tega sem bil 13 let vodja skupnih medicinskih služb in 2 leti predstojnik kliničnega oddelka za ginekologijo. Nova zakonodaja ne dopušča nekih dvomov, v kaj se bo to sprevrglo, tako da sem zapustil akademsko kariero, poučevanje na medicinski fakulteti oziroma študentom, mentoriranje sekundarjem, specializantom in tudi specialistom v smeri onkološke ginekologije. In se pač odločil za to samostojno oziroma privatno pot. Ko pacientka pride, rabi najprej nego, predno vstopi v operacijsko, potem intenzivno terapijo in potem še kakšen dan nege na navadnem oddelku. Oddelki so popolnoma polni. Se pravi, tudi če pogledamo in vidimo, da so operacijske popoldan prazne, ne moremo operirati pacienta razen tistega, pri katerem rešujemo življenje, ker nimamo naprej verige. Nimamo postelj, deloma zato, ker je premalo zaposlenih sester, deloma zato, ker je klinični center še naprej v renovaciji in tako dalje in tako naprej. Skratka, reči, da bomo mi bolj popoldne operirali ali več, ker je to pač možno, je seveda neumnost. Ni možno, ker ni prostora, ker ni sester, ni kadra, ostalega kadra in pa ni prostora v intenzivni negi niti ne na oddelki. Enako velja za ambulantno delo. Levnišče, ki je pripada ginekološki kliniki, ima 8 ambulant. To so edine ambulance, za katere v tej državi vem, da laufajo 12 ur na dan, vsak dan, od zjutraj do 8 do zvečer do 8. Kam bomo zdaj dali dela željne zdravnike in njihove sestre, da bodo lahko delali dodatno? Je nemogoče. Torej ni sploh osnovnih stvari, ni pogojev, ni prostora, da v kadrih in tako dalje spet ne govorim. Torej, govoriti, da bojo delali več v domačih ustanovah, je vsaj z tistega dela zdravstva, ki ga izjemno dobro poznam, od koder prihajam, nemogoče in je pač to, kako se temu reče, hrana za ljudstvo. Pričakujem, da ljudje, ki bodo enkrat odšli, ne bodo hodili več nazaj. Zakaj pa bi? Odprt zlom noge, pri katerem kost pogleda navzven, potrebuje kožni rež, da se kaj takega pozdravi oziroma lahko sploh pokrije, potem ko so travmatologi opravili svoje delo. Če takega človeka ni na voljo, se taka noga ne more zaceliti. Taka noga potem lahko oziroma življenje človeku rešimo tako, da nogo odrežemo, tako kot pred 50-100 leti in danes mogoče, ki je v res nerazvitih državah.